Zadnjič so si predstavljala, ker smo tako pač seksala, in ko sem to objavila na Instagram, je ful ljudi pisal, da se v savnah dogajajo packarije. In jaz sem bila čisto šokirana, jaz sem bila tako, kaj? Jaz ne bi nikoli pomislila. Pa porej, da tudi v Sloveniji obstaja en ta spa, ki je prav temu namenjen. In ljudje temu počnejo svega in svašta. Ali sperma v bazenu. Jaz se bojim, da ja. To se vse vidi. Oni imajo infrardeče kamere, vse, kar so tisti javi pokaja, imajo oni tam na zaslonu. Pa mislim, da so tudi seksali, zaradi tega, ker pa sem tudi zvedela, da je nekaj naslova, ker je šla na blowjob. Ja, čakaj, zakaj pa me nismo tu vedle, pa da bi me tu šla pogledati vsaj? Ja, pa ne? Kaj zate pomeni, da si moraš čas vzeti, koliko to časa? Več kot... Preden nadaljujemo, bi se pa rada zahvalila najnemu prvemu sponzorju urgenci.com. Za tiste, ki mogoče ne poznate, to je kakor slovenski Tinder, ampak namesto ljubezni tam najdeš seks. Na tej strani je več kot 40,000 mesečno aktivnih uporabnikov, to da se registriraš in spoznavaš ljudi je tam čisto brezplačno, ampak poleg tega imajo pa še fulenih drugih dodatnih funkcij, ki jih lahko brezplačno testiraš, tako da skeniraš tole QR kodo. Zdaj pa uživaj v tej seksi epizodi. Ej, Lucija, a lahko to ostane med nama? Ja, Sara, itak da. Dobrodošli v podcastu A lahko to ostane med nama? Ker bomo govorili o piškah, lulčkih in o seksu v savni. Skratka, o vsem, kar je tabu, ampak res ne bi smelo biti. No, ja. Razen seks v savni. Bomo o tem malo več kasneje. Pa še en disclaimer, če te vsebine spolnosti ne zanimajo ali pa si primrl za njih, ne gleda tega podcasta. Drugače pa gledamo vsak ponedeljek, zaradi tega, ker pač sva se odločili, da se mora teden začeti s seksom. Ja, da nam končno ne bo več bedno v ponedeljkih, se pravi v ponedeljek ob 8 vsak ponedeljek. Jaz sem full excited za tole epizodo. Ja. Jaz imam toliko veliko za povedati, ti pa še več. Ne, ja, mogoče. Tako da jaz predlagam, da kar začneva. Okay. Ampak preden greva na zgodbico, bova začela z intimnim kontičkom. Res je, jaz sem danes... Ja, tole je bilo pa kar slabo zdaj, ne? Jaz moram malo dihati. Sara je ravno kar 5 minut lele skakala, zaradi tega, ker je rabila energy boost. Jaz sem mislila najprej, da jo bojo z električnim šokom stresala, ampak je mogla samo poskakovati in dati jezik. Ja, Sara se danes ful čudno počuti. Ob 4 ste se spet mogla ostati, da sem do sem prišla. Sem pa ta cel teden probavala eno igračko, ki vam jo moram pokazati. Jaz drugače sovražam te igračke, ki so nasesanje, ne? Tele. Tele, ne? Tu jaz verjamem, da že velika večina pozna te igračke na sesanje in jaz tu sovražam. Mene je tudi tako premočno in ne morem tega uporabljati sploh. Zdaj pa Satisfyer izdal še nekaj, kar je za vse moje fellow ženske najboljša stvar ever in sicer tu zamenjaš in pol je tu kakor vodni curek in jaz ne vem, jaz nisem valjda edina, ki je vodni curek uporabljala, že odkar sem se rodila, po mojem skoraj. In tu je končno ta ista prva stvar, pač, ko ga vključiš, ne, tako pulzira in je tako konstanten tak pritisk, pa jaz sem itak ugotovila, da meni so te stapkanje igračke ful dobre. Tu je moja najljubša, ker so tako nežne, pa ne nežne v smislu, da bi bilo... Veš, ni tako velikih gibov, ker včasih, če vibrira igračka, ne, se tudi tako ful trese, ta je pa tako ful lepo tapka in tu je meni 10 od 10, čeprav si ne rada čas vzamem za take stvari, ampak ponovadi one igračke, ki so nežne, niso meni všeč. Ta pa ti je. Ta pa mi je ful všeč. Kaj zate pomeni, da si moraš čas vzeti? Koliko je to časa? Več kot 3 minute. Res? Res. Ti si sam tako, pač, caka. Ja, meni, ko se mi zazdi, ne? Aha. In pol nas še moramo tukaj čakati. In nič si časa preveč ne moramo vzeti, zaradi tega, ker ga nimam pa zato, ker mi tudi dolgočasno. Razumem. To se pravi, ti masturbiraš z enim samim ciljem in to je orgazem. Tako je. Okay. S katerim pa ti masturbiraš? Ja, pa jaz tudi uživam v celem procesu, ne? Ja. Mislim, včasih, ne bom lagala, včasih mi je pač pomembno tudi samo, da dokončamo hitro, ampak jaz bolj uživam, da malo dalj časa traja, pa da se malo nabira to,
pa mi je potem ful bolj intenzivno, mi je veliko boljš. Ja, jaz mislim, da nimam samo kontrole. Veš, jaz je nimam in pač mi je tudi tako najbolj naporna stvar. Naporno mi je tudi, da dolgo traja in da bi mogla, veš, kao malo zadržati ali pa nekaj. Ali pa edging. Drugač, jaz drugač edginga tudi ne maram, ampak samo zato, ker se mi zdi, da pač se mi vse unič. Ker recimo enim je to full fajn, enim ta edging pomaga, da, to se pravi, za tiste, ki ne veste, edging pomeni, da masturbiraš in greš do une točke, tik preden ti pride, ampak preden se ti uno prelom, preden si na uni konici, se ustaviš. In pol malo počakaš, da se vse umiri in pol spet nadaljuješ do une točke in to lahko delaš, koliko časa hočeš in to je edging, da se pripelješ do roba. In potem naj bi bil orgazem še bolj intenziven, ampak jaz, če to delam, mi je sam uničen orgazem. Mislim, tako ni mi dober. Po mojem se ne ustaviš dosti hitro, ne, valjda veš, kje se moraš Vem, ustaviti. itak se ustavim, ampak potem, pa ko mi končno pride, je pa kar tako, že mogoče malo preveč občutljivo vse in me pa že kar malo boli. Tako bom rekla. Okay. Ja. Ne, jaz, kadar sem tu probavala, mi je bilo v bistvu ful dober. Ful mi je bilo boljš na koncu, ampak tu vmes pa pač samo mučanje meni. No, jaz Da moram se pa moraš tako mentalno pripraviti, da se ustaviš, I can't. In predstavljaj si, da o tem morajo moški skus razmišljati. Mislim, ne skus, Med seksom ampak pa ne med res. seksom morajo skus konstantno razmišljati samo o tem, da jim ne pride. Ja, ne, jaz Kjer moram ne pa moreš seks? Jaz moram pa se skoncentrirati na to, da mi pride, ja. No, jaz isto. In vedno so me moški kao sprašvali, kaj to pomeni, da se moraš skoncentrirati? Kako tu skoncentrirati zdaj? Ampak jaz se res moram skoncentrirati, jaz moram malo pomisliti. Tako malo moram biti tako, aha, v redu, zdaj je čas. Na kaj pa pomisliš? Na to, zdaj je Na čas. to, da zdaj se moram skoncentrirati. Tako, samo malo se skoncentriram, ne znam razložiti. Mislim, tako se skoncentriraš na občutek, ali imaš kakšen scenarij v glavi, ali kako to Sem jaz zgleda? tebi tu že govorila, da tako, ko jaz seksam, je kot da bi bila v nekem transu, tako v drugem vesolju. Jaz sploh včasih ne dojemam točno prostora pa časa. Štekaš? Ja. Tako vse se zlije nekako skup, ok? Ja. Ampak tako mi ne bi nikoli prišlo. A, to se pravi, moraš iti iz tega transa ven? Ne vem, moram se zavedati tako svojega telesa in tako svoje možgane preseliti tako v piško in pol sem tako, ok, res. Ha. Zanimivo. Jaz ne delujem tako. Kaj, ti pa kar samo pustiš in pol enkrat se Ne. konča. Pač jaz tako čutim, ko se nabira Ja. in pol, ko je že blizu, se moram pač, ali se ful osredotočam na ta občutek, Ja, pa, ja. pač itak pa že malo veš, kjer je tista prav občutek, pa ko se bliža Ja. temu in potem se osredotočam na to, da ta občutek ostane tukaj, da ne gre stran, ker včasih gre stran in Ja. sem tako, joj. Ja. Včasih si pa naredim še tako scenarij v glavi. Pa če smo tako dva scenarija, ki sta tako that work for me, Okay. in potem grem in pa si ti predstavljam. Včasih imam kakšne tako se nove spomnim, včasih imam kar tako samo v svoji glavi, tako dirty talk, ampak tako, kot da bi sama sebi erotično zgodbo govorila. Tako narrating, kako se temu reče po slovensko. Pač tako pripovedujem si v glavnem, pač, kaj se dogaja. In včasih pač to, kar se dogaja, včasih si pa kar nekaj tako malo zmislim, tako kakšno, ne vem, kakšno tako stvar, ki se spomnim iz ali zgodbe ali pa iz kakšnega porniča in potem si tako govorim, kaj se dogaja in me to pa malo napali. Ok, Pač tako, that's odvisno. interesting. Zadnjič mi je bilo full dobro. Joj, to sem drugače na enem podcastu enkrat povedala, ampak zadnjič so si predstavljala, ker sem tako pač seksala, da pač ne seksa, kam je pač tako normalno sva seksala in sem si predstavljala pa, da ga je dal urit in mi je bilo tako hot to, pač ta ideja, a ne, da bi mi ga dal, ker že dolgo nisva in sem tako, ko je bilo to dobro zdaj, sam pač nisem bila pa ready, da bi, a veš, pač ne bi štekam. mogla v moment, ampak mi je Ja. bila ideja zelo všeč. Ja. Kako bi dobro prišel takrat. Tako da, včasih si prav to To je predstavljam. meni zanimivo, da tudi tako deluje pri tebi. Ja. Jaz, če si take stvari lahko si jaz tudi do neskončnosti predstavljam. Ker veš, jaz v bistvu se mi zdi tako, kot tu delamo, ne vem, jaz če delam cel dan, pa pišem bloge, pa dajem, ne vem, seks igračke na spletno stran, ne, jaz si, ma skozi si tu nekaj o seksu predstavljaš, ker si moraš, ne, in če bi me tudi tako zrajcalo, pa ne bi mogla nič narediti. Tako da sem se kar malo desensitizirala, Ja. ali kako? Ja, Ja. desensitized. Ja. Tako da pri meni je tako, da moram bolj nekako pomisliti. Ne vem. Drugač, tako fun fact. Jaz, ko sem začela delati pač tako v teh erotičnih trgovinah, ne, sem veliko pač pisala, pa prebirala. V bistvu pač veliko sem pisala, ampak ne glih o tem, sem pa veliko na razne bloge naletela in jaz vem, da sem kdaj brala kakšne take zgodbice, da sem si mislila, jaz tledaš jih to porniče berem, pa sem bila cela horni in sem bila tako, ko mi čaka, da prijem domov, jaz ne moram več. Sej pač ne rabiš počakati, da priješ iz službe, ne?
A si kdaj v službi? Skus, pa mislim, da jaz nisem pač Čak edina. tako, ne da delaš od doma, da si pač... Ja. Pa valjda, da nisem tu edina. No, sigurno ne, ampak jaz nisem nikoli, me sploh na misel ni prišlo. Da bi šla med službo. A veš kaj, Jaz pa... čisto normalno. pač jaz, na primer, nimam ročnih spretnosti. Jaz si z roko ne morem Jaz pomagati. tudi ne sem, če je kriza, ne, kaj pa boš? Ampak ne, I couldn't. Nemogoče. Pač, jaz bi si mogla neko igračko pol vzeti sabo na WC in bi pol tam delal. Ne, ni šans. Ok, Ja. Ja, zdaj si mi dala idejo v glavo, da sem pol jaz res edina. Ne, sigurno nisi. Ampak napište v komentar, Napišite v komentar, Napišite v če komentar. masturbirate med službo. če ste že kdaj. Samo napište ja ali pa ne, sploh ne rabite konteksta. Ja, Samo napište ja ali pa ne, mi da bova vedle. ja, drugi pa ne bojo vedeli. Tako. V bistvu morate se mene malo potolažiti, da jaz nisem edina. Ker pač isto veš una Erika Last, ne? Ja. No, ja, oni imajo tudi pol ure vmes med službo in časa za masturbacijo. to je briljantno. Ne? Jaz Ja. pač, kaj pa naj naredim drugega, če sem zaspana? Kave, če bom več spila, me bo kap. Tako da edina možnost je tu, ne? Ja. Mislim, Tako da v bistvu, če hočeš imeti mene zaposlen, mi skoraj da moraš dovoliti masturbacijo v službi, ker drugače tu. če Sara zgine za 3 minute, pa se O, dobro, fakt, ti zdaj, hitro kjerkoli zrišaš, službo a bom veš. imela, pa bom šla na WC. Ampak to je, kot da bi šla kakat. V resnici pa zato, ker ti to tako hitro narediš, Ja, zelo sploh hitro. ne vzame veliko službenega časa. Manj kot ena Pač minuta. nekdo gre kakat za dalj časa, ko greš ti masturbirati. Definitivno. Tako da, a reš tudi večkrat na dan, ali reš tako enkrat pa ti je dost? Kukar kdaj ne. Okay. Pač po feelingu, ne vem. Nimam tako načrta, zdaj napisanega točno, ne, ampak po feelingu. Ja, ok, gremo naprej, ok, kjer si pa ti? ker imamo tle še fulanih stvari. Torej. Jaz sem pa vzela danes, sem prinesla, tole sem testirala. To se pravi, zadnjič je bilo na voljo, da so izbirali med sladoledom in med tem. A ja, da bom še to povedala na hitrco. V glavnem, no, če ste gledali prejšnjo epizodo, se morda spomnite, da smo obljubili, da boste lahko vi v komentarjih izbrali, katero igračko stestirava za naslednjo epizodo. Ampak mi da so to že malo razmišljali, da bo mogoče težko, pa smo imeli ful dober plan. Povej. Ja, imeli smo mi plan tu posnet, ne, vse naenkrat reviewe, ampak je tu preveč dela, v glavnem zdaj bomo kar po svoje reviewale, te, ki so nama dobre bile doma, pa ki smo jih med tednom probali. Ja. Tako da nič ne boste vi zbirali, če ste imeli ta pričakovanje, meni je zelo žal. Bomo kaj drugega se spomnili, ne? Ja, pač logistično res ne gre skozi, ker mi da bi mogli potem danes vnaprej posneti tako 12 ocen in potem še ne vem, koliko je njih kombinacij, ali bi rajš to, ali bi rajš to, ali bi rajš to, ali bi rajš to. Veš, ker če pol vi izberete eno to, v glavnem, vidite, sploh ne vem, matematika. Pa še probati bi mogli vse te igračke, pa vse. Dobro, to bi bil še najmanjši problem. To bi že, ampak je problem bil logistično to posnet. In pač ker, a ne, mi da to snemava malo naprej, danes snemava eno, jutri snemava še 3, tako da bi potem vi to ne bi šlo čez. Ja, še vedno bomo najboljši prijatelji, ne se zdaj ustrašiti, pa kar iti, ne, ker ne boste vi te igračke zbirali nekaj drugega, bomo se zmenili nekaj drugega. Še vsem pa, če je kakšna stvar, ki bi jo ful radi da sprobava, napište v komentar, pa bomo mi da to malo prebrali, pa bo se razrihtala, ne, pa bomo mi da potem guinea pigs in bomo se žrtvovali. Tako je. Vse to testirali. Res je. Ok, jaz imam pa, to je bila po mojem igračka, ki sem si jo najbolj želela sprobati, ko sem začela delati v sex shopu. Jaz sem se tega toliko veselila. To je, Sara temu reče sesanje, jaz temu rečem zračni pulzi, ker pač jaz ne občutim nobenega sesanja, jaz čutim te pulze, plak, plak, plak. In meni je pač to ful všeč. To je tako, to je tehnologija, ki je na tržišču, ima 15 let, nekaj tazga. In je v bistvu dosti nova tehnologija, ker pač, oh my god, predstavljaj si unmu, ki je pač to se zmislil. Ker prej so bile vibracije, pa bili so dildi, ki niso vibrirali, pa ne vem, je bilo že takrat tapkanje, ne vem, če je že bilo, to se mi zdi, da je tudi bolj na novo. In pol je en talent prišel in je rekel, pa dajmo narediti te pulze, dajmo narediti ta airwave technology. In pol so bili vsi tako zihar, kaj ti govoriš, to ne more obstajati, kaj zdaj bo to kar stimuliralo klitoris brezastega dotikanja. In je bil on tako, ja, predstavljaj si, a veš ono, ko si na koncertu in stojiš zraven unga teveljskega zvočnika in pač čutiš tiste pulzacije, tiste zračne, pih, ki ti grejo tako v telo noter in prav noter, vse čutiš to. In je rekel, dajmo to narediti na igračko in zihar so bili vsi tako. Ampak tebi ni tudi kuku krfafanje za moške. Jaz tudi tako občutam, recimo. Ne, jaz prav čutim tako notranjost, ne vem, pač ne znam ti povedati, pač tako
res mi je dober, res mi je tako, čist nekaj drugega, kot so vibracije, čist nekaj drugega, kot je tapkanje, prav tako mi je intenzivno je, ful je intenzivno, ampak imaš lahko tudi pač bolj nežno, ne vem, se mi zdi, da je še vse malo bolj na intenzivni strani. Ko mem s tem pride, Ja? jaz moram da tu stran, jaz ne morem. Pa jaz pa sam malo na nižji dam. Pa kje, jaz nimam časa, da tu preključam, sploh Jaz nimam. imam skozi prste na gumbi. Ja, ti si redi in pol vmes Jaz sem skozi redi, jaz sem skozi poslušala, če bo kdo pršel, pa da ugasnem. Ne, jaz sploh ne vem na te gumbe, kjer niti moram pritisniti, pa ti lubrikant uporabljaš, vedno zdraven, ne? Tu po moje to dobra informacija. Doskrat, ja. Ja, lubrikant, pač zdaj sem že tudi jaz ratala, včasih malena, sam je boljš z lubrikantom. Pač če si vzameš čas, pa si da še lubrikant gor, je Manj velika intenzivno, razlika. meni je bilo kdaj že v redu s tem, če sem lubrikant imela. No, evo. Tako da, pa še tale, pač moram povedati, tole je tok enih funkcij ima. To se pravi, pulzira, ampak tudi vibrira. Tako da, če te je slučajno strah, da ti kukar Sari ne bo všeč, da pulzira, lahko sam vibracije vklopiš in je kot en tak mini wand masažer. Tudi še glavica je zelo podobna in so tako take ful fajne vibracije. Plus, če si ful horni pa hočeš, da gre neki vate, lahko to dejansko uporabljaš tudi zato, da ga noter utakneš. Ne v anus, zato ker nima razširjenega dna, ampak v piško pa kamot. In še dejansko tako malo točko zadane, ki je malo ukrivljen, plus na aplikacijo se poveže in se pa lahko še z aplikacijo igraš. Aplikacija ima pa tako milijone Pa jo različnih uporabljaš? funkcij. V resnici jo ne, ampak če komu je to zanimivo, pač se lahko malo igraš. Je pa fajn, ko imaš na aplikaciji, lahko tako ne drsaš po zaslonu za te vibracije, lahko si narišeš vzorčke za tiste, ki... Jaz sem do zdaj spoznala eno žensko, ki je rekla, da so ji všeč te vzorčki. Jaz sem bila ziher, da to noben ne mara. Ne, jaz sem tudi že probavala in so mi bili tudi všeč. Ja, ampak ne tako, da ti pride, pač tako malo zaigrati se, ali da ti pride. Ja, eden je čakaj, zdaj bom pokazala, kater. Ja, to je fora, veš, kako vsi uporabljamo vibracije, ne? Čakaj zdaj. Ok, vse ženske naj bi kao tu uporabljale samo, ne? Tako vibracijo konstantno, ne? Ok, ta ne? Ta. Ta je meni dobra. Se tu sliš? Se sliš vibracija, Anže? Okay. Če ne pa. V glavnem, Da jih z usti še ponovi te vibracije, da bojo ljudje vedeli. pač ni samo tako bzz, ampak je tako bzz, bzz, bzz. No, tega imam jaz še rada. Ok, jaz nisem pač jaz na začetku, ko sem prvič začela igračke uporabljati, sem tudi te različne vzorčke sprobavala, pa so mi bili všeč, ampak zdaj pa jih iskreno ne vem, da sem nazaj dala. Samo na to konstantno. Ja, Okay. ok, v glavnem, gremo naprej. Če hočete probati karkoli od tega, vse je na pitchpop.si, koda je pa med nama 15. Tako je. Evo. Zdaj smo pa prišli na glavni del. Ti si že na začetku mečka namignila, o čem Na bomo seksu govorili. savni. Evo, jaz sem to zgodbico izbrala zaradi tega. To se pravi, da še veste, kako to deluje. Sara ima preveč časa v lifeu, ne. Ampak ona zelo rada prebira medover.net in ona potem vse te zanimive zgodbice, ki so, pošle meni in jih potem jaz vidim, kjer bi dala epizodo. In tokrat je bila med njimi ena, ki je govorila o seksu v savni, ne bomo poimensko, ampak v seksu v savni, pa se to se drugače tako dosti v različnih savnah dogaja. In meni je bilo to tako zanimivo, zato ker sem pa tako 2 leti nazaj sem bila prvič v tej savni, ki je bila tudi v tej zgodbi omenjena. In ko sem to objavila na Instagram, je ful ljudi pisal, da se v savnah dogajajo packarije. In jaz sem bila čisto šokirana, jaz sem bila tako, kaj? Jaz ne bi nikoli pomislila, da se pač to dogaja tam. In zdaj Sara kar prebrala in jaz sem tudi vključila ene par zgodbic in izpovedi, ki sem jih jaz dobila potem na Instagram, pa bomo malo debatirali o tem. Zakaj pa ne bi nikoli pomislila? Meni je tako zelo logično zmeraj bilo, da ljudje valjda, da seksajo v bazenih pa v savnah. Ja, jaz sem očitno malo bolj nedolžnih misli. Mislim, ampak drugače tako, mislim, v resnici jaz tako nisem nikoli bolj hodnik, kot sem zraven vode. Mene voda najbolj pomirja, najbolj sem srečna, pač tam, da je voda zraven mene. Jaz, če grem na more, pa sem lahko najbolj vse lahko slabo, ampak ko sem jaz enkrat na vodi, recimo na supu, Moraš seksati. najbolj srečna na svetu. Ne, ampak tako prav
prav srečna sem. In ja, če sem v bazenih ali pa to, mislim, ne, da moram Pol si v seksati, bistvu ampak ti on tako, človek, ki ful me- seksa v bazenu, pa misli, da noben ne vidi, pa vsi Ne, vidimo. ampak se pa skoži. Naprimer, v temu, tam mi je ful všeč spa zaradi tega, ker imajo pač res samo bolj za odrasle in vsi se tam pač skozi lupčkajo, pa delajo očitno še druge packarije. Ampak pač, jaz se pomačam, sem tam se 80% časa lupčkam pa objemam. Sem tako, Jaz pa če sem In- tam se 80% časa spim na ležalniku. res, jaz sem pa skozi v vodi, pa skozi se pač hočem igrati, malo morske Ja, se ti si ta morska deklica, ja. Ok. Tle je še en komentar, ki ga je Lucija dala. Upam, da nama ne bodo prepovedali vhoda v bip, ker bova o tem govorili. Ampak here goes nothing. Zdaj so se odločili, da ne bova poimensko Tako izpostavljala je. za vsak Bomo slučaj. sem povedala. Da bova lahko še kdaj šlet, ja. Tako je. Živjo, v soboto sem bil sam, tokrat brez punce v wellnessu, pip. Po savnanju sem se odpravil na počitek v prostor z vodnimi posteljami. Bilo je čist polno, zato sem šel pogledat do konca prostora. Tam pa, v zadnjem kotičku na sredini je ležal en starejši moški, ki se je samo zadovoljeval, zraven na drugi postelji pa starejši par tudi v polni akciji. Nisem mogel verjeti, kaj vidim, zato sem se kar obrnil in šel proti izhodu. Medtem se je tam na začetku spraznil en kotiček in sem se ulegel na posteljo. V roku 5 minut ležanja je prišlo mimo vsaj 10 čudnih tipov, po moje gejev. Vsi so gledali v mene, nekaj mi žikali, en se je ulegel na poslo zraven moje. Zato sem se kar hitro odpravil ven. Odpravil sem se v parno savno in je takoj pricapljal za mano, šel sem ven v bazen in glej ga, spet za mano. Grozno. Nisem več vedel, kam naj se še skrijem. Odločil sem se, da brez punce nikoli več ne grem v savno. Pa tudi ne morem verjeti, da se stari tak v javnosti dajajo dol. Prej bi to pričakoval od mladih. A je bilo to slučajno ali imate vi tudi take izkušnje iz savn? Sara, imaš take izkušnje iz savn? Pa ne vem, kje naj začnem, če sem čisto iskrena. Jaz imam travme predvsem od moških, ki drkajo pred mano, pred ženskami v parkih in tako, ne? In tudi ta v savni, tu bi bilo meni ful traumatično, recimo. Povej, zakaj imaš travme pred moškimi, ki trkajo tako v javnosti? Ne vem, pač predstavljaj si, da greš v službo ali pa ne vem, svojo nečakinjo, hodiš čez park, ješ sladoled in pač na klopci pred tabo si ga kar en random moški drka. Ker pač jaz tega na srečo nikoli nisem doživela. Sicer pa jaz sem odraščala tako na vasi in tega mogoče je manj, ker če reš tako v neko mesto. A lahko to Ne, rečem? nisem ga nikoli doživela. Ne? Kje pa? Ne, tu bomo dali Pustimo to, stran. okej. Ne, samo stran bomo dali moj kraj, ta, kjer živim. Drugače pa doživela, sem pa v Ljubljani, v Atenah, tako čim je neko večje mesto, se ful to dogaja in tu gre meni izredno na živce, zaradi tega, ker pač, če nas rajcajo take stvari, ne, exhibitionizem pa tu, se vse da na čist malo drugačen način zmeniti, zato da ne ogrožaš ljudi, ki Ne so pristanejo na to. zraven. Ja, sej tu meni se zdi tu, kot da skoraj malo posiljuješ ljudi. To je drugač vrsta seksualnega nasilja, ker Saj pač ti to. ljudje niso pristali na to, niso dali svojega konsenta, niso dali svoje privolitve in pač vse, kar je v seksu, temelji na tem in vse, kar je BDSM, vse, kar je pač to, more temeljiti na vzajemnem konsentu vseh upletenih. Ja. Če pač tega ni, delaš nekaj narobe. In pač Pa ti ljudje, a si jih kdaj vprašal, a jim je kul, da pač ti tam drkaš pred njimi? Ne. Ja. Tako da. Pač Don't do it. predstavljajte si, da zdaj midve začneva tle masturbirati. In pa to bi bilo še všeč. Ne. Ampak Ja, ne. Pač meni se to ne zdi ok. Tako se mi zdi, da polka tu rečeš, da se ti ne zdi ok, ker izpadaš, kot da si vanila, ne? Ampak v resnici je pa to ena izmed tako redkih stvari, ki meni ni ok. Tako da nekdo pač si te kar vzame, tako da začne drkati pred tabo. Pa fora je, da tudi v Sloveniji obstaja en ta spa, ne? Ki je prav temu namenjen. Tako da, če hočeš iti seksati v savno, v spa, greš tle, ki je pač za to namenjeno. Ja, daj povej, kako se Sežani. imenuje. V Sežani, zdaj pa tle bomo napisali, če hoče kdo, gre lahko, jaz se zdaj ne spomnim imena. Okay. Mali raj ali pa neki tasga v Sežani. No Dobar. in tam imajo prav tako consensual, dobiš zapestance in ne vem, zelena recimo pomeni pridruži se mi, rdeča samo gledam ali pa neki in pač dejansko je pa tam ok, ne? Ker gremo vsi tja za to, mislim, grejo za to, da bi seksali, ne? Evo, pejte v Sežano. Tako je. Dobro, ja, jaz v savni še tega nisem doživela. Sam se mi zdi, da se mogoče to bolj
če bi šla, naprimer, ženska sama, bi sigurno to doživela. Jaz nisem šla nikoli sama v savno. Mislim, si predstavljam, da bi. Pa po zgodbah, ki sem jih prebrala in slišala, sklepam, da je ta gej kultura dosti močna v savnah, oziroma da pač veliko moških gre tja prav s tem namenom, da upecajo kakšnega drugega moškega in če si pač ti kot sam moški tam, že kar takoj predvidevajo, da si tam z istimi nameni, tudi če nisi. Čeprav ne veš, ne, pa si In šel potem- samo v savno. Ja, in pa se tam mežikajo, kot so temu v tej zgodbici, in se usedejo zraven in pač probavajo stvari. Ja. In mislim, Težko je tudi tu, veš, kaj je meni zanimivo. Da, ko me kdo tako vpraša, kaj me recimo privlači na moškem, bi velikrat rekla suverenost, ne? Ampak ne pa taka suverenost. Veš, čudno mi je, če me nekdo vpraša, hej, bi ti seksala z mano, pa da mi na koncu še hvala reče, to je čudno, ne? Ampak tu je pa tudi čudno, da nekdo kar pride, pa se te začne dotikati. tudi zato, ker si v tako kočljivem položaju, pač ti si tam nag, ti si tam pršel, najbolj razgaljen možnost si, a veš, tako drugače je, pač res si izpostavljen. Ne, meni je to ful šokantno. Tako prav želela bi si, mislim, ne želim si v resnici, zares sem, zanima me, kako sploh tu izgleda. A da te nekdo začne tam. Ne, da greš tam, da tam seksajo v savni, tako pred vsemi. Ne predstavljam si tega v resnici. No, na enem blogu je dejansko pisalo, kere savne specifično so v tem spaju najbolj primerne in kjer kotiček v tej savni. Jaz ne bom zdaj tega tle izpostavila, ampak pač dobesedno je napisano, kje so te kotički, ki so kao bolj primerni za to. Pač folk ima to naštudiran. Pa imaš pa še, pa je pa še to, oh my god, no to se pravi, imaš pa savno, imaš pa potem bazene. In v temu spaju je ena taka temna jama, a ne? In a si že bila tam? Ne, pa tudi zdaj me je strah. Ena taka velika temna jama, tam noter gre po mojem kamo 30 ljudi v izi. Ampak dobro, to bili pa že nagužvani, ampak je tako okrog in okrog je potem taka klopca. In ljudje tam odpočnejo svega in svašta. Pol je sperma v bazenu. Jaz se bojim, da ja. Jaz mislim, da ja. Jaz o tem iskreno, pa Sara, veš, koliko sem jaz občutljiva na umazanijo, pa občutljiva na vse iki-jaki stvari. Jaz, ki grem v savno, jaz dam tak del svojih možganov, jih zapakiram in pustim doma. Ja, ker če ne bi se ti zmešalo. Pač res bi se mi. In pa sem imela še eno kolegico, ki je delala tako v enem takem ful prestižnem spaju, tako res uno na nivoju. In je rekla, Lucija, če bi ti vedela, kako je to vse ogabno, ne bi še nikoli več v savno. In sem rekla, sploh mi ne govor. Ne rabim vedeti. Ja. Pač, če je tam, koliko je še lepo, kje druge. Ampak nima veze. Ja. Skratka, fora je v tem, da tista jama, veliko ljudi misli, da pač itek se ne ve, kaj se noter dogaja, ker je temno. No, potem sem pa zvedla od mojih sledilcev, od ene sledilke, ki je rekla, da si je enkrat nogo neki poškodovala in je mogla iti tam k tem reševalcem in je šla v tisto njihovo sobo, ki imajo pač te kamere. In je rekla, Lucija, to se vse vidi. Oni imajo infrardeče kamere, vse, kar se v tisti jami dogaja, imajo oni tam na zaslonu in oni te vidijo kapudnev. In je rekla, da potem je pa odvisno, da je pač vprašala, kaj je fora. In se rekla, tako, lej, če je kakšen, ki dela, ki pač hoče težiti, bo zatežil, ampak drugače pa, če ni nič takega preveč, pustimo. Mi je pa še to povedala, da, ali pa mi je to ena druga, se nima veze, da so pa največje kamere ljudje. Zaradi tega, ker v savnah pa ni kamera, ne? V savnah si ti naki, ne smejo te snimati. V bazenih si pa ti oblečen. Pač, to se pravi, ko je del z bazenom, si ti v kopalkah, v jami si ti v kopalkah, a ne? In so pač lahko kamere, v savnah jih pa ni. Ampak, da so pa ljudje špec kahle in če vidijo, da se kaj tazga neprimernega dogaja, bojo šli na recepcijo in bo rekel, tam se pa dogajajo take stvari in pa te bojo pa lahko ven vrgli. Pa tudi najbrž že pač veliko ljudi ve, da se tudi tam dogaja, ne? Ali pa Ja, se po mojem unika tam delajo, točno vejo. Veš, zakaj so si izbrali ljudje, pa jih te terme zdaj? Drugač, tudi niso samo te terme, so skoraj vse v resnici, ampak te so ene največjih, a ne, in imajo tudi velikenih kotičkov, kamor se lahko malo bolj skriješ. In so za tega po mojem zelo popularne, ampak baje v enih drugih termah oziroma savnah, whatever, so imeli tudi eno tako temno jamo in zaradi tega, ker so ljudje preveč delali nečiste stvari noter, so dali luči noter v to jamo. In so bili tako, zdaj pa ne boste več. Sam mogoče še zmer koga ne ostal v resnici. Ful zanimivo, da tako, sej pa če zdaj sem hotela reči ful zanimivo, da je to glih taka lokacija, kjer pa bi vsi seksali, ampak sej v resnici, če pomisliš, veš, če bi imeli pa danes, če bi se pogovarjali o seksu v hribih pa tudi vsi seksajo, se meni zdi. Ka ne? Še jaz sem
No, ja, jaz pa v savni. Čakaj, tu bom zdaj jaz kar povedala. Tips, ne? Če hočete seksati v savni, prva točka. Tam poznate nekoga, ki dela. Druga točka, počakate, da je ura 1 po noč. Tretja točka, pokličete in rečete, živjo, jaz bi tam šla, ne, pač prijatelji ste, in on vas tam spusti in tam ni nobenega, savno imaš zase, vse je v redu, kamere po noč. V savnah jih ni. No in tako lahko pač živiš mogoče svojo fantazijo, ki je tudi pač sej ni tu glih legalno, da te nekdo tako spusti, ne, ampak veš, tu delajo povsod. Tako da, če nočemo ogrožati drugih ljudi, pač tako narediš, ne. No in pol pa še je bil bonus, da so oni že prejšnji večer pripravili une palčke z sadjem pa vse, pa sem pa jaz tam prišla ob enih, sem kar pojedla, mam. Pa se je bila sem ena jagoda, pa tako malo sadja, so že zamenjali zjutraj. Pomembno vprašanje. Savna, v kateri si seksala, parna ali turška? Mislim, ali finska? Jaz se ne spoznam na savne, jaz samo vem, da dihati ne morem v niti eni od teh. A je bila lesena? Ful je bilo pare not, ful je bilo pa je bila pare. turška savna, Ja. parna. Ja, se mi zdi, Ampak da je to tudi nisva zelo dolgo tam noter prav seksala, ker tu je bilo pač nemogoče. En komentar je bil točen to, kako vam pade na pamet, da v tisti vročini še seksate? Težko Jaz je. tam že sedeti ne morem, zato sploh ne grem več v savno, samo v džakuzi. Pač fora je, da greš pol itak ven, kad ti prevroče rata, ne, in tam je pa bolj mrzlo in pol imaš še kar bazen in vse je tam, ne veš. Če si sam lahko tam na tleh seksaš, če češ, ne? Ja, a sploh na tleh seksala. Ma povsod. Vse je bilo čisto, pač fora je, ko oni zvečer pospravijo, ne? Daj mi sam to povej. Mm. Pač, kam je šla potem tista tekočina na koncu? Meni v usta. Super. Zaradi tega, ker pač če tako nekje si, ne? Ja. Tu je pa 5. točka ali 6. ali kera. Pač da ne gre nikamor, tu ne sme iti, ne? Ja. Niti nikamor sploh. Mora pač iti v usta in to je to. Hvala Bogu. Ali pa v rit. No, ali pa v piško konc koncev. Si pa pol to ven teče iz tebe. Iz kje? Ja, iz piška ali pa iz riti. A ja, to je res. Se pravi v usta in pogoltant morate, drugače ne velja. Okay. Hvala. Naprej. Ja, res je tukaj, ni? Ja, je. Kadar zato pa- nimaš za pospravljati časa, pripomočkov ali pa kaj, Usta. je to edina izbira. Ja. In pač, če ne govtaš, pač ne greš seksati. Ali pa ne zaključiš. Ja, ali pa plunoš v koš. Ali pa to. Ja. Ali pa svojim... Nima veze. Kaj plaš malo več? Ok. Torej, zdaj smo to v bistvu že malo predelali. Kamere smo. Evo. Kaj? To smo v bistvu zdaj že vse predebatirali, tako da gremo naprej. En komentar, ki sem ga potem dobila, jaz sem potem na Instagram seveda delila vsem mojim sledilcem te informacije o teh savnah in kaj se tam dogaja, pač naj ljudje vejo, a ne? Zdaj sem to pospravila v highlights, tako da Ja. če bi kdo vse to rad prebral, si lahko najde tam. In potem je en komentiral. Zato, ker je bilo omenjeno pa vmes še malo svinganja. Ne? To se pravi, da tam ni samo to, da pač ljudje pridejo pari seksat, ampak se ljudje tudi na forumih dogovorijo in rečejo, hej, midva z mojo drago bo bila 16.7.2000, pa so pa tako 2021 ti piše, ampak folk se pač prek forumov dogovarja in napišejo, kdaj bojo tam in povabijo druge ljudi, da se pridružijo takrat pri tej isti čas in se bomo najdali. Pomaš pa verjetno tudi na kakšnih teh Fat Life, tam se tudi sicer dogovarjajo, jaz nisem na tem. Fat Life je v bistvu BDSM forum, to je kot Ja. da bi imel Facebook, sem da je BDSM za tiste, ki ne veste. Tako da tam se tudi to da dogovoriti kaj, no, ne da to zdaj promoviramo, ampak pač tudi za Ne, druge Fat stvari. Life je drugač kul, jaz sem ga zelo Ne, da ne dolgo... promoviramo, da se gre v savne seksat, pa to ne. Ja, svingat. vsavno samo ob enih pa noč. Tako. greste seksat. In v glavnem se ljudje potem menijo za razne dejavnosti. In potem je en napisal, ker je bilo pač govora o svinganju, da kar se tiče svinganja, je pa pomembno, da ljudje vejo, da je treba spoštovati pravila svinganja, da pač ne bo zdaj poplava opazovalcev in vsiljivcev, ker ne vejo osnov o svinganju. In sem jaz rekla, ok, fair enough, da mi malo več povejo o tem. Ne? In je rekel. Težave pri določenih so, da vsi mislijo, da je svinganje pač seks vsak z vsakim. Ampak ni tako. Svinganje je zelo na nivoju in vsekakor vsiljivci ne pridejo poštev. Tudi težava zna biti, da nekdo vsiljuje z gledanjem, ampak naprimer lepo nakažeš, da ni dobrodošel in potem, ko on še kar bulivate, je sving uničen. Vsekakor je treba vedeti, da svinganje ni isto kot izporno strani, da moraš spoštovati in deliti, pa ne kar nekaj nabijati. To jaz zdaj berem skoraj dobesedno, kot piše.
Tudi sama imam eno zelo slabo izkušnjo, ko sva z mojo povabila posameznika in ni znal sodelovati in deliti. Ženska, ki pristane na trojčka ali četvorčka, tukaj ni zato, ker je na primer njen partner slab ali pa karkoli. Marsikateri posameznik narobe gleda na zadevo in ne zna deliti in potem se ženske ustrašijo. In tudi samo svinganje ni kurbarja, ampak zelo na nivoju, kar se tiče zdravja in diskretnosti. In težava pride ravno, ko moški ne zna sodelovati s parom in ženske deliti. Potem ideja, da je ženska kurba ali pa moški peder in dokazovanje, kdo je boljši. Ni tako. To je zgolj užitek in to je to. Ženska svojega moškega pozna in bo vedno njegova, tako da posamezniki narobe gledajo na te zadeve. Tudi, naprimer, če so vrata zaprta, to pomeni, da par ni pripravljen na opazovanje ali deljenje. Tudi v primeru, da par preneha zabavo, je lepo, da posameznik spoštuje to in jo pusti pri miru. Tako da to je bilo na kratko, kar mi je on povedal o svinganju, ampak dajmo potem par besed reče o svinganju. Koliko je te tukaj znano, Sara? Noč kaj pravil, jaz ne vem tu točno. Ne? Jaz sem pač vem tu, da ne vem, teh zapestnice vem, da pa se tako prepoznali tam, recimo temu wellnessu. Ampak tako drugače pa noč kaj, da mi povej, ne vem jaz. Ne, res ne vem. Ja, ne. Pač v bistvu tudi nisem nikoli o tem razmišljala, niti nikoli si nisem želela, ker tu je pa meni awkward nekako. Ne vem. Jaz lahko seksam s prijatelji in tako, in ful stvari mi ni awkward, ampak tako, ker pa nek par, pa da sta še dva, pa že za enim včasih, ko se moram ukvarjati, jaz moram tukaj veliko razmišljati, pa da bi bila še dva zraven, se mi zdi, da bi se mi zmešalo. Kaj, ti si tako razmišljala? Ne, si probala? Mislim, jaz drugač, vse veš, da mene vse te stvari ful zanimajo, ampak večinoma vse ful v teoriji. Ja, itak. Mene je tako dobro o tem prebirati potem, pa poslušati zgodbe, pa razne izpovedi, ampak iskreno sem jaz ful monogamna oseba in nimam nekih fantazij o tem, da bi si delila partnerja ali pa da bi bila z večjimi naenkrat, ker, kakor si rekla, jaz imam zdaj dosti dela in jaz bi bila potem preveč in my head, pa bi potem razmišljala o vseh drugih stvareh in jaz se hočem pač osredotočiti na to, kar se dogaja v tem trenutku. Ja, pa tako recimo, ne, pa še jaz imam tako slabe izkušnje nekako s temi pari, ki te povabijo, ne, da si tretja oseba. Jaz imam pa s temi pari slabe izkušnje, recimo. Okay. V smislu, ne vem, da ti rečem, da 5 od 7 primerov sta se par tako skregal zmer. To se pravi, si bila večkrat del nekega trojčka, si bila unicorn. Če kdo ne ve, temu se reče, da si unicorn. In pol na koncu sem mogla miriti situacijo in se tako ukvarjati, da sta se ona dva pobotala. Ker ni to čudno, pol sem bila vedno tako fakt, pa daj malo razmisel preden, razumeš? Ja. To se zgodi takrat, kadar nista oba 100% z glavo pri stvari. Ker nekdo si to malo bolj želi, drug pa hoče ustreči. Ja, ampak meni se zdi drugače normalno. Meni se zdi, da pač velikokrat v teoriji lahko tako mi mislimo, da nam bo kar vse okej, ne? Pa ko priješ v situacijo, ti pa ni. In tu se zdi meni čisto okej. Jaz kot ta tretja oseba, če bi se ona dva vmes ustavila in bi rekla, mi to sem mislila, da nama tu bo, pa nama ni. Haha. Bi jaz rekla, haha, sem res. In veš, ko bilo vse v redu, ne? Ampak tu pa nekaj, ki pa so tiho ljudje, pa prav vidiš, in kdaj se jim v glavi nekaj spremeni, ne? Pa so tiho in tu se nalaga in ti si v stiski in pa sem poč na eni točki in potem, ne vem, največkrat potem se je zgodilo, da je šel tip stran domov iz jeze. Tu so une fore. Iz jeze? Ja, kao nimajo dosti pozornosti pol. Tu se mi je 3-krat zgodilo. Da pač se tip razjezil, ker nima dosti pozornosti, ker nisem zanimiva. To se pravi, na koncu je bil večkrat moški tisti, ki je bil problematičen, in ne ženska. Ker si se ti preveč žensko ukvarjala. Ženska ni bila skoraj nikoli. Se pravi, jaz sem bila tret v bistvu moškemu. Ja. Preveč uživala s tabo. Ja, drugače, ja. Ok, fair enough. Zdaj pa lahko prebereš. Ja, drugače, ne, se mi zdi ful dobro to, kar si povedala, da se ljudje zavedajo, da lahko med seksom rečeš, meni pa to nikoli. Yeah. Pa vem, to je tako, to moraš imeti kar jajca. To moraš imeti bolj jajca, da rečeš med seksom, meni to nikoli, kot da enega povabiš v trojčka. Ful. Tako da je tebi kdaj še javno težko recimo reči, da ti nekaj nikoli? Malo moraš pomisliti, se moraš malo pripraviti, ali takoj, ko ti ni sploh ne rabiš nobene energije vložiti, sem rečeš. Meni to ni v redu. Mislim, a veš, da načeloma mi je z njemu res tako sproščeno, da pač glih zanč je bilo, ne vem, v enem položaju, pač glih takrat mi ni bilo kul in sem rekla, dej, pač ne moram, greva spremeniti. In smo spremenili in to je bilo to. Ampak tako,
Odvisno, kaj je spet. A veš, ker 100 postoj že kdaj je bilo, pa zdaj se res ne spomnim, ampak pač, ja, ne, to je nekaj, na čemer se mi zdi delaš do konca življenja. Pač, da si upaš reči te stvari. Kaj se mi zdi, tu se mi zdi, da včasih so kakšne stvari, ki jih lahko takoj recimo popraviš, recimo tu, da položaj zamenjaš, tudi jaz rečem, ne. Včasih so pa kakšne stvari, ki so tako nasplošno malo težje za skomunicirati, ne vem. Recimo, da ti fejkaš orgazem že nekaj časa, pa mu nisi povedala. Recimo. Ali pa da se ne poljublja dobro, recimo, ne, take fore, ki moraš malo razmisliti, tu ne moraš kar med seksom reči takih stvari. Drugače sem imela glih in pač zadnjič o tem. potrpiš, pol, kaj pa naj naredim, naj se ustavim med seksom in rečem tako. Ja, ne, točno o tem sem imela zadnjič debato, ki je bila pa fora, da meni recimo, jaz nisem nek velik ljubitelj tega, da face sitting, a veš, da si kao, da ti leži in potem kao ti oliže, pa da ti gor sediš. Meni to res ne potegne. Pa sva probala, pa sem lahko, da bom dala še eno priložnost, a veš, nisem takoj v momentu rekla, ker sem lahko, da pač mogoče mi bo pa cool ratala, ne? In potem to ne 2-krat, 3-krat narediš, potem pa že tako, no, čak, kako ne zdaj rečem, da mi ni cool, a veš pa, ne vem, on to predlaga, pa sem pa eno tako, ne, dajva nekaj drugega. Pač sam spremenila sem in potem sem tako, pač rabila sem najti ten moment, da prav, ker jaz sem pa ful taka, jaz pa vsako stvar res tako ful globoko premislim, preden karkoli rečem, jaz ful nisem impulziven človek, ki bo pač kar nekaj rekel, pa ne bo nič razmišljal. Jaz bom vedno mogoče malo preveč razmišljala in potem sem pač čakala na nek primeren čas, ki se je meni zdel primeren čas, da bo pač on to v redu sprejel, pa, a veš, ker še vsem pa nočeš nekoga užaliti ali pa mu dati pač kakšen slab občutek, ker pač res nič tazga ni, sam pač meni tisto ni bilo tako dobro in potem sem pač enkrat najdla en primeren trenutek, sem mu rekla, pač meni to res ni, ne vem kaj, pač tudi še nikoli tega več ne narediva. In je pač čisto v redu sprejel in je bilo kula, ne? Ampak potem sem pač odprla debato o tem in mogoče nisem niti toliko dosti specificirala, ker so pač ljudje rekli, pa samo pozor spremeniš ali pa pač rečeš takoj, ampak pač je odvisno. A veš, kakšno stvar, ja, lahko itak, kakšno stvar pa ne. Ker, ne, če mi nekaj bolel, bom rekla, kamot, ampak si pa predstavljam, da mogoče pa, ne vem, tako jesene, 5 let nazaj pa si ne bi upala tega reči, ker nisem bila še toliko samozavestna, pa nisem še toliko vedela vse, pa o komunikaciji. Imaš slabe izkušnje, recimo, tako, kot si kdaj povedala? Jaz imam ful. Tako slabe izkušnje v smislu tem, da je bilo potem moškemu ful bad in pa sem se jaz mogla, oziroma ne mogla. Pač jaz taka sem, da se pol začnem ukvarjati, če je nekomu neprijetno. Veš, isto, kot sem zadnjič razlagala o tem mejhan dolg penis, ne, meni je vseeno, če je mejhan, če te vseeno, če je mejhan, ne, in isto tle mi je vseeno. Če pač tudi jaz nekaj hočem drugače, ti sprejmeš, kukar ne osebno jemat, ne. Tu se mi zdi ful pomembno, da osebno ne vzameš, ne, kot ti nekdo reče, da nekaj ni okej. Sam se mi zdi, da je tudi pomembno, kako to rečeš. Pač, ko lahko na ful lep način rečeš, lahko pa pač rečeš samo, no, meni je to kar nekaj. Pač, to si pač za nič naredil. A veš, malo moraš... Noben ne reče. Kaj pa vem, ampak to zdaj malo karikiram. Ampak drugače sem se prav spomnila tako enega primera, ker dejansko pač sem bila z enim tipom in mi res ni bilo kul, res me je bolelo. Tako nobene predigre ni bilo. In ampak jaz sem takrat res še mlada, jaz tako res, mislim, mlada, pač to je bil drug tako resen tip, s katerim sem tako pač res seksala, uno. In ne vem, res pač dolgo se nismo videla in on je bil tam, no, gremo in pač ko je dal kar noter, a veš, in pač je trajalo nekaj časa, da je bilo pač sploh v redu. In jaz takrat, jaz v life se ne bi znala za sebe postaviti. In pa je bila fora, da pač, ko sem šla na WC, sem jaz tako pač, če se obrišeš in me pa kratko malo kri. In sem mislila, jaz sem menstro dobila. Jaz sem bila 100 milijonov posto pripričana, da sem jaz neko menstro dobila. In pa sem jaz leta kasneje, ker sem za nazaj razmišljala, sem tako, ja, čudo, da ti je kri tekla, pisa, če ga je pa nasuha noter. Čaki, pa tebe je tudi tako bolelo takrat? Pač tako normalno, pač ni bilo zdaj, da bi umrla, pač če bi me ful bolelo, bi rekla, ampak tako, bilo mi je neprijetno, ni mi bilo dobro, ampak pač tako sem bilo, kaj ne zdaj naredim. Pač nisem se znala, v tistem momentu res nisem, pač dobesedno nisem znala zase se postaviti in reči, da je nimi kul. Ker zdaj mi pa to res noben problem ni. Tako da, look how far we've come. Ja, drugače je to meni zanimiva tema tega, zakaj smo take, da se ne upamo za sebe postaviti pri tem. To lahko enkrat malo odpremo. Meni se zdi to ful tako pomembna tema tudi. Ja. V glavnem, zdaj pa nazaj na svinganje. Torej, o svinganju. Jaz sem zadnjič gledala en video, ki je glih ena na TikToku o tem govorila in je glih to povedala, da prvo kot prvo za svinganje moraš biti ti res v eni trdni zvezi in moraš se znati pogovarjati in svingajo ponovadi tako res starejši pari bolj. Pa daj zdaj povej, svinganje je se pravi par?
Ja. Ali tudi par en, ne, par dva. Ne, Samo ja. zakaj pa je pol en tam prej omenjal, da je samo enega sta povabila? Mogoče zato, ker ljudje malo menjajo to terminologijo, ker Ja. v resnici je to enih izrazov, pa to enih kombinacij, da potem že na koncu res ne veš, kaj. Ampak ja, če je potem par, pa še enega povabi, je to potem trojček, pa je lahko. Ni glih svinganje. Svinganje je pač res tako med pari. In svinganje je lahko recimo, da pač samo seksaš en zraven drugega, lahko je pač full swap, da to se pravi, zamenjaš partnerja. No, seksala sem pa en zdraven drugega, to je tudi svinganje. To je, ja, Okay. ena oblika. Okay. Potem imaš pa lahko tudi, ne vem, samo da se ženske neki imajo interakcijo in pač tipi gledajo. Pač tako velike njih Se pravi, dva para skupaj konsensuali Ja. se zabava. Pa po basically. mojem, to pa resnici ne vem, ampak po mojem tudi, če jih je več parov. A ne? A ja, valjda. Sam pa je pa mogoče Sam- že orgija. Mislim, da je pa že, ker ni več kot 5 orgija. Ja. Tako da imaš vse to in pa imaš različne znake, meni je to najboljš. Imaš narobe obrnjene ananase, to se pravi, če greš na kakšno križarko, pa vidiš na vratih narobe obrnjen ananas, je to znak, da so noter swingerji. In da Ali greš pa- kar not. Ne, ampak tako lahko pa potrkaš, pa rečeš, oj, mi tudi. Pač tako imajo neke znake, da se lahko med sabo prepoznajo. Tako na. Ej, sorry, to me res zanima, tako v praksi. No, jaz ne vem o tej temi danes, tako da. Pa tu so taki mehni ananaski v praksi, ali kako? Tako Pa- neka broškica, nalepkica Tudi na lahko. vrata. Nalepkico. Jaz, če grem daj na križarko in če tu hočem, dam nalepkico od ananasa na vrata. Ja. In se bo kar zgodilo. Pa, ja, sigurno bo. Pač, a veš pa na križarki je res veliko ljudi, nekdo bo že opazil. Ali pa si daš neko broškico, ali pa recimo, če vidiš. Ampak, a veš, lej. Sigurno je pa kdo, ki ima pa po nesreči ananas nekje naštiman. Ampak zato je namerno narobe obrnjen, ker ponovadi ga boš prav obrnil. Ali pa imaš kakšen predpražnik, recimo, pa narobe obrnjen ananas. In pa če priješ k kakšnim kolegom, pa imajo to, je velika verjetnost, da pač so swingerji. Ne? Zdaj bomo vsi iskali ananase. tako. Ja, mislim, imaš to polen znak, naj bi bil tudi nek črn prstan, da nosiš črn prstan, pa nek znak so tudi flamingoti. Pač, da imaš, ne vem, flamingo ta na vrtu pač postavljenega, veš, unga okrasnega. Sam flamingo te ima moja družina, ne vem, na majici imajo to ljudje, to je malo čudno. Ne, No, recimo. ampak na majici prej boš ananas imel. Okay. Ampak, sej pravim, kakšen ima to ne vede gora, ne? Ker še vse en, če ne veš, pa ti je všeč ta motiv, pa ga kupaš, kaj boš zdaj, a ne? Ja. Tako da še vse en moraš biti malo tako, ampak če ti bo ljudje glih mežikala, ne, kakšni pari ti bojo tako, pa ne veš, zakaj se gre, mislijo, da si swinger. Ok. Potem, ne? Ja, pa imaš pa pač prav tako swinger retrite, da greš pač na kakšno potovanje. To vem, da je v Mehiki je zelo popularno. Ne vem, v Evropi, kje je to, sigurno je. 100% sam, pač jaz na uno podcastu, ki ga poslušam, hodijo v Mehiko. Ej, No. pa je tako razvita v Sloveniji, recimo ta scena. Jaz sem vem za tist wellness v Sežani in tu sem na FatLifeu videla, ker so sprašvali, ne, kao, ne, to je bilo takrat, ko so tebe vprašali, kje se lahko tako, kje za swinganje in sem jaz pa se tu spomnila. To je vse, kar jaz vem. Drugač, v Sloveniji je bil en swinger pač plac, pa so ga zaprli, zaradi tega, ker občina, pa zdaj prav jezna sem, ker se ne morem spomniti, kjera občina je že to bila, pa sej nima veze v resnici, ampak bilo je in pač jim ni bilo kul, da je pač to zdaj tam pri njih Ja. in so potem skenslali. Tako da, pa, oh my god, bilo je na erotičnem sejmu v Ljubljani, ko je bil 2 leti nazaj, a je bil 2 leti nazaj? Ja. Ko je bil tam erotični sejem, so imeli prav eno posebno sobo za swingerje in oni so imeli prav posebno zapisnico in oni so se isto na tem FatLifeu, so imeli neko skupino, ki so se dogovorili, da bo pač potem to za te, mislim, da so še nekaj celo doplačali in jaz to sploh nisem vedela in pa sem se pogovarjala z enim parom tam, ki sem delala in sta mi razlagala, ja, da sta bila tam v uni sobi za swingerje in jaz tako, Kaj seksali so tam že, ali so se pogovarjali? Pa mislim, da so tudi seksali, zaradi tega, ker pa sem tudi zvedela, da je nekaj na soba, ker je šla na blowjob. Ja, čakaj, zakaj pa me nismo tu vedeli, pa da bi me tu šle? Pogledati vsaj. Ja, A kaj ne? ne? Ja, se pomoč. Zato, ker je bilo pač tako malo down low, pač to so res oni vedeli, ker so pač bili. Vse je malo podstalno, ne? Ja, pač res dejansko skoraj, ali moraš nekoga poznati, da zraven prideš, Ja, ali pa moraš ja, pač iti res ja. na te forume, pa se infiltrirati noter. Veš, ampak več je tega. Mene so enkrat klicali, da opremljajo tudi en ta wellness za odrasle, ne? In da bi kakšne, če so te stvari, kakšne pripomočke, ki bi jih oni tam lahko imeli, recimo lubrikanti in tako naprej. Ne? Tako da tega je več. Ta je bil v Ljubljani, ampak nisem zvedela imena. Tako da po mojem je to res tako podtalno. Ne?
Ja. Pa se v bistvu, Sigurno je več tega, kot mislimo, ampak spet pa ne. A ne. zakaj pa misliš, da je podstalno? Ker prepovedano pač recimo ni, ne? In zakaj bi pol občina rekla, pri nas pa ne sme biti te hiše, kjer seksate vsi. Se pa tudi doma seksamo, jaz lahko tebe domov povabim seksati. Ja, sam se veš, kako je še zmer spolnost, tabu, pa kako se vsi tega malo bojijo, pa kako jim je tako neprijetno ob teh temah. Da ne bi pol vsi v to občino hodili zaradi tega, ker je tam ena hiša, kjer vsi seksajo. Ja, mogoče. Drugač pa, pa še to bi podarila, a ne, oni res ful pazijo na to, da se testirajo, pa da pazijo na spolno prenosljive bolezni, pa tako, ker navadni smrtniki, mogoče nismo tako pozorni na to, si mislimo, jolo, oni pa so tako v tem lifestylu, so pa ful bolj previdni in ful več dajo na to. In ljudje mislijo, da je pri njih pa to zdaj kar mrgoli spolno prenosljivih bolezni, pa je jih obratno. Isto kot med porno zvezdami. Ja. Oni so tako najbolj clean, a veš, se ji ne reče, veš, tudi oni kdaj kaj fašijo, ampak oni se res konstantno testirajo in morajo kazati te teste in res je tako poskrbljeno, ker pač to je njihov life od tega odvisen, pač od porno zvezd, ne. Oni morajo res biti bolj pozorni in isto te, a ne, če zdaj hočejo swingati, pa ne vem kaj, valjda ti je pomembno pač, da ostaneš zdrav, pa da so stvari pač pošlihtane, tako da. Pa veš, tako, če recimo v savni pol s kondomi seksajo? Ne, valjda. Itak, da ne, kako boš pa kondomno odprni, a veš, itak imaš kaj brisačo si zaviti. Sploh tu cela proceduro si nisem mogla zdaj v glavi zamisliti, kako tam v savni še s tem kondomom pol. Ok, ja. Ja, ka ne? Tako najbolj si cel moker, prešvican, pa moraš tudi preti, no, fak. Ok. V glavnem, ja, to je kar imam še v swinganju zapovedati. Pač to bi bila lahko tudi enkrat ena tema, ampak bi mogla. Ne, ti imaš v bistvu zapovedati, kaj si ti misliš, razen tega, da pač si monogamna oseba. Nimaš prav noben. Jaz sem ful vesela za vse, ki se pač tega hočejo lotati in se lotijo. Meni se to zdi ful cute. Kaj pa ve, mogoče bo pa enkrat z Janom, ko bova stara 60 let, bova rekla, pizda, zdaj pa smo že vse možno probala, kva če greva probat swinganje. Čeprav si ne predstavljam tega. Ampak, Ja. veš, kaj pa veš, kako je to, veš, kako si to že starenka takrat. Pa pač res, mislim, tako v tem lifestylu so pretežno pač malo bolj starejši pari. Imaš tudi kakšne mlade, poznam tudi par, ki sta mlajša. Kaj, zdaj povej, kaj se smejiš? Ja, jaz sem se spomnila. Dela. Mislim, nima veze sploh kdo, ampak prav spomnim se, ko sem bila še z bivšim skupaj in sta pač nama razlagala o teh njihovih dogodivščinah, pa kako je pač težko najti en par, pa bilo je tako namignjeno, da če bi bila midva za, bi bila tudi ona dva. Ni bilo tako nikoli eksplicitno rečeno, ampak a veš, ko nekomu razlagaš o take detajle neki, pa začutiš. Valjda, da začutiš, pa se vidiš, kako te gleda človek. To je meni. Ja. Tako, mislim, jaz drugače to, tako fun fact. Jaz sem prepričana, da če jaz začutim, da me nekdo gleda ne čist na normalen način, je to 100% resnica. Ker tudi tako hitro začutiš, ker ti ne začutiš. Ja, pa sem se res oddelala, kakor da mi ni nič jasno, veš, kakor Ja. pa v bistvu to sploh ni bil edini par. Joj, pa bil še en drug par. Čakaj, stvari za mene vse zanima. Pa so bili oni trezni, ko so te tu vprašali. To je prva točka, ki Niso me nikoli zanima. vprašali sploh. Je bilo Ok, pa, ko so govorili. je bil pa potem še en drug par, ki pa smo bili pa tako res frendi, tako res frendi. Pač z njimi smo se tako res redko družili, s temi smo se pa dost večkrat in onda sta bila ful tako kinky, pa jaz sem njima zrihtala to, ker njih igrač, brez veze. In v glavnem je potem prišlo do mene preko pač, meni je potem moj bivši rekel, ja, veš, je pa ona rekla, da če bi pa kdaj skiral žensko, bi pa s tabo. Sem bila tako, To je tebi v bistvu všeč, če ti rečejo tako ljudje. ja, a veš, odvisno kdo. Zdaj mi je bilo tako, Okej. ampak mislim tako da pač zdaj se mi je, da, a veš, če bi kaj kdaj, da bi lahko sam jaz, res sem bila tako, ne vem, ne vidim se v tem. Ok, v glavnem, zdaj se malo, to bo zgodba za drugič, zaradi tega, ker se nam čas malce izteka, tako da imamo zdaj za konec še igro Nikoli nisem. Never have I ever. Ki sem hotela jaz napisati vprašanja za to epizodo, zaradi tega, da bi Lucija zgubila, ampak
In mi ni uspelo, tako da zdaj bomo videli, kaj se bo zgodilo. Ne? To zaradi tega, ker je Sara do zdaj 2-krat izgubila. Ja. Da vam povemo pravila, ne? Ja. Pravila so, da vi z nami se igrate doma in dajmo prste dol in unka da največ prstov dol, ga pridemo s policijo iskati in ga odpeljemo v zapor. Tako da, jaz bom prebrala te trditve. Okay. In, pa še tako, ne, never have ever, to se pravi, trditve nikoli še nisem in če si že, gre prst dol. Tako da jaz rečem, nikoli še nisem seksal v savni in če si že... Kaj tu si napisala, res tu je vprašanje? Ja. A veš kaj, bom pa priznala, da sem pa se že dotika, bi sam veš tako, ker sem mal tako, ni šlo pa noter. Ampak ja. Čakaj, tu je pa seks, Lucija. Ampak ni bilo tako zdaj, Niti... ni bilo oralno, bilo je samo tako hand stuff. Okay. Tako da... naj ti bo, ajde. Pač bom samo, da ne, a veš, da, če smo že transparentni tukaj. Ja. Ok, nikoli nisem seksal v bazenu. Res? No, ok, pač v džakuzi. V morju, v bazenu pa tudi ne, pa v džakuziju tudi ne. Aha. Edino v banji pa pod tušem pa v morju. No, pa res ne moreš. Evo. Yes! Meni je pa ful... Pač, ok, ampak se to pač... A veš te, ko imaš te glamping hišice, ja. A ne? Pa imajo te džakuzije. Yeah. Pač da mi tako vodo zamenjajo, načeloma. Za vsako stranko. Ja, ne. 100%. Ne, drugače mislim, da jih. Pač, ok, fair enough, pol pa jih. Ne ve, povejte, no, pač jaz v glavnem, meni je to nekaj pa najboljšega. I love it so much. Seks v vodi. Ja. Res. I love it. Res. Ok. Pa še tako, itaka veš voda, ti malo spere vse tekočine. Ja, si tu mene modglik, veš. Malo je tako, malo se moraš potruditi, da gre noter, ampak ni tako težko in pa enkrat noter, je pa prav fajn. Pač malo drugače, veš, malo tako, malo bolj je malo več se objevaš, malo... Ja, razumem. Štekam ta hype glede seksa v vodi. Pa še veš, če tako ta džakuzi je ful v redu, ko imaš klopco noter in se lahko samo v praksi velikrat ne pride do tega v resnici, kolikrat seksaš v vodi. Ma zdaj bo rekla 2-krat na teden, ne boga. Če bi jaz šla vsak vikend na glamping z džakuzijem, bi skozi. Si imaš banjo doma? In pa sva še ugotovila, da se ti tako ena kamera. Evo. No. Oh my god! Ne, ampak tu je v redu, ni bilo nobenega tam, ne? Ne. No, noben ni videl, če pa kdo na kamero gledal, pa njihov problem. Ampak se tudi ni tako dobro videl. Ker sem malo gledala, pa je bilo tako, ni bilo direkt. Vsi, ki na bazenu seksajo, vedno malo gledajo, vedno se ne vidi, ne? Ampak vedno se vidi. Pa še iz tega glampinga so mi gli zadnjič neki na en story odpisali, tako da po manj niso jezni, če so videli. So bili prijazno so mi nekaj napisali. Sem zdaj vejo, drugače. Zdaj ne bojo gledati. Da vas bojo. Ojoj. Ok, naprej. Nikoli nisem bil del orgije. Ita, da si bila. Ja, sem hotela samo vprašati, koliko je tu ljudi zdaj. To sem jih prej definirala. Ja. Kako ti je bilo, da rado 10? V redu je bilo. Že toliko časa je tu nazaj. Zmedeno je bilo v resnici malo, noben ne ve, ne točno. Ampak se je pa išlo, na koncu vse pol izide, se mi zdi, čeprav je vse malo awkward. Je bilo parno število ali neparno? A je tako en izvisel malo? Neparno. Ne, noben ni izvisel, tu smo bili vsi skup, nismo bili po parih. Enkrat bova mogla o tem več povedati. Tokrat se čas, to si zasluži tako orang velik časa. Ok, nikoli nisem svingal, to ni nobeno od naju. Nikoli me nihče ni zalotil med seksom. Kdo? A ja, kolegi se ne štejejo, ne? Tako. Ja, ampak, ja pa štejejo, kaj? Uletela je noter. A ja, ne, jaz mislim tako, recimo, če imaš cimra in pač valjda cimer ve, da seksaš. Ne, ni bilo tako. Uletela je noter in ti si bila nagata. Ni vedela, da pač glih seksava. In kaj pol? Ja, šla je ven. Ni se pridružila. In video sta nadaljevala. Ja. Ok, ja, sej, pač meni se zdi tu s prijatelji mi tako, akor če me vidijo, slišijo, whatever. No, evo. Tako. Pa mislim, ne vem. V glavnem, nikoli nisem nikogar zalotil med seksom, da si nekoga drugega zalotila.
pa tudi jaz nisem. Se ne spomnim se. Ne. Slišala v bloku, veš, ali pa nekaj, tako taj te forice, To ampak našteje. tako pa ne drugače. Wow, fulaver. Veš, kaj sem naredila? Dvakrat sem eno in isto kopirala, tako da jih imava sam 7 danes. No, da. Nikoli nisem bil z nekom samo zato, ker je bil seks res bombastičen. Ja, jaz tudi ne. Ne sam zato. Ne, to je bil zdaj cel miselni proces v moji glavi. Meni se zdi, da ni bil nikoli še tako čisto res ful bombastičen. Ne, je bil, ne? Saj sem ti že kdaj govorila in ziher sem bila kdaj navdušena, ne? Ja. Jaz sem že eno leto nisem seksala in po moje je to zdaj tako samo malo šlo iz moje glave in se zdaj ne spomnim. Ampak nisem bila pa z nobenim zaradi tega v zvezi. Ja. Ne, No, se ali pa tako sam friends with benefits, ali pa da pač se Ne. družiš. ne. Drugač. Ti boš mogla nekaj posebenega narediti, ko bo prav obletnica 1 leto, ne seksa. Kaj seksat? Pač a nisi tako, ne seksati. Ampak tako, to bo zdaj pač okrog novega leta, Ja, ne? 1 leto, ja. To bo Še pred novim letom. še pred je bilo v novim bistvu, letom. Ja. A veš datum? Kdaj si na zadnje? To bi mogla biti poseben popust. tako Stara že 1 leto ni seksa. celibat 10. Ne, neki bomo praznovali. Ja. Mogoče pa ne bo sploh prišlo do tega, se ne vemo. To je po feelingu, ne? Ja, tak. Okay. Tam tako, če bo pa 1 mesec do takrat, pa res moraš pa še 1 mesec počakati. Definitivno, vse zdaj je 1 mesec do takrat. Ok, perfektno. Ajde. A smo izenačene? Ne, mesec je sem jaz nekaj narobe naredila, ampak dajmo se kar delati, da je tako. Ajde več za vse. Zaradi Ja. tega, ker če ne sva pol skupaj uklenjene, ker sva pol obe grejo za Part Togethers. Štekaš? To se Daj pravi. ti naprej najprej do konca To je preberi. to. Ajo, Ja, to je zdaj še 7. To se pravi, seks v savni. ja. Ja. Seks v bazenu, del orgije si ti, nikoli nisem svingal nobena, zalotil med seksom je mene, nikogar nisem zalotil, ni noben pa z nekom, tako da 2. Evo, izenačene sva. Ja, zdaj bomo mogli pa obe v zapor. Ja. Policija! O ne! Aj. O ne! Kaj se zdaj tle dogaja? Izvolite, gospod policist. Zdaj bomo pa skupaj. Sem slišal, da ste bile poredne. Majt. Tako da bo Ampak treba niti ne tok. Najprej eno. Najprej eno. Kje ste najdete? Koliko sva bedne, kar pustiva se tako le vlovi. O ne. Ok. Plenjeni so. Ok. V glavnem, Tu, ne? zdaj greva mi v zapor, vi pa ne pozabite lajkati te epizode. Pa napisati v komentarje, če ste bili bolj, če ste imeli več točk kot midve. Pa pofollowujte ta podcast, ne? Ja, na YouTubeu, na Instagramu, na Ja. TikToku. Kako se imenuje? A lahko to ostane med nama? Ja. To je to. Sorry. Mua, mua, mua.